financiranja ZZZS-ja, tako da predam kar besedo našem predsedniku odbora za zdravstvo, dr. Pavlović. Ja, lepo vsi pozdravljeni. Včeraj je potekala javna tribuna na temo zobozdravstvenega modela, kjer smo pravzaprav zobozdravniki sami izračunali dejanske realne stroške, ki nastajajo v naših ambulantah za obravnavo pacientov in hkrati predstavili tudi anketo, ki smo jo izvedli v preteklem mesecu glede na novo stanje v samem programu. Zdaj, Zavod za zdravstveno zavarovanje je s 1.1. letošnjem letu ukinil doplačila za strojno obdelavo koreninskih kanalov in v bistvu nekako pod pretvezo uvedbe oziroma prenove teh endodontskih storitev. Omenil je, da je namenil 13,14 milijona evrov v obliki povečanega 13,14 milijona evrov za tovrstno prenovo, vendar velik problem tega denarja je v tem, da je bil namenjen v programu v povečanju letnega normativa, kar za nas zobozdravnike praktično predstavlja velik problem, saj smo že s trenutnim normativom zelo obremenjeni. Po naših izračunih bi po novem mogel zobozdravnik v programu opraviti 72 storitev oziroma zdravljenj teh koreninskih kanalov več, ker gre pa to za časovno zelo zahtevne storitve, so nam naložili dodatnih 19 dni v letu, da bi mogli delati več. Posledično pa so se na ta način nominalno znižali tudi normativi drugih zobozdravstvenih storitev v programu, to pa zaradi tega, ker zobozdravnik nudi celoten spekter različnih zobozdravstvenih storitev, ne samo endodontskih, in če ti celotnemu programu povečaš letni normativ, se pravi, vam dejansko postavka časovnega normativa na posamezni storitvi bistveno pade. Moram poudariti, in tukaj ta podatek je zelo zgovoren, da je v izračunu cene Zavod za zdravstveno zavarovanje namenil za 1,5 ure dela zobozdravnika in srednje medicinske sestre 64 evrov bruto, se pravi 1,5 ure dela. Na postavki materialnih stroškov in same amortizacije pa se pravzaprav ni spremenilo nič. Se pravi, mi ukinjamo doplačila, uvajamo na primarno raven neko tehnološko zahtevnejšo storitev, pri čemer na postavkah materialnih stroškov in amortizacije v ambulantah ne spremenimo nič. To se pravi, plačnik ne plača nič več, kot je bilo to pred 1.1. Dodal je pa teh 3,14 milijonov v obliki povečanega normativa. Se pravi, mi moramo opraviti več storitev na letnem nivoju. Se pravi, Zavod je za prenovo modela uvedel tehnološko in materialno bistveno dražjo storitev, ki pa danes povzroča dodatne stroške v zobozdravstvenih ambulantah. Pacienti so dejansko do sedaj te storitve doplačevali. Zavod je ukinil doplačila, razlike med standardom, ki se je izvajal po zeleni knjigi iz leta 1982 in sodobnim standardom, pa dejansko ni pokril. Cene storitev za koreninsko zdravljenje na primarnem nivoju, to je še ena anomalija pred spremembe tega sistema, pokažejo, da se razlikujejo do istih storitev, ki se nahajajo na sekundarnem nivoju za 4-krat, se pravi v plačili same storitve. Razlika je 1:4. In najbolj zanimiva anomalija tega prenove sistema je, da ena igla, ki jo mi uporabimo za obdelavo koreninskih kanalov, sedaj ima eno ceno na primarnem nivoju in 4-krat višjo ceno na sekundarnem nivoju. To v bistvu pomeni, da isti material, se pravi ista nabavna cena, ima različno plačilo na primarnem kot na sekundarnem nivoju. Doplačila v zobozdravstvu so bila v bistvu, kot sem že omenil, prispevek pacienta za nadstandardno storitev, če je pacient seveda želel doplačati. Z zaostrovanjem standardov in normativov ter pravil, kako v bistvu zapisovati opravljene storitve, pa so doplačila pomenila pravzaprav korektiv med standardi, kot sem povedal, iz zelene knjige iz leta 1982 in pa sodobnimi zobozdravstvenimi storitvami, ki jih v bistvu mi opravljamo danes.
Ocenjujemo, da je razlika, ki je nastala med standardom v zeleni knjigi in današnjimi sodobnimi zobozdravstvenimi storitvami, prenova tega standarda seveda ni bila pokrita. Mi smo še več izračunali, da za izvajanjem teh storitev na nekem segmentu niti ne pokrijemo stroške izvajanja teh storitev. Tako bodo zobne ambulante s tovrstnimi storitvami morale pravzaprav del stroškov koreninskega zdravljenja kriti iz lastne blagajne. Jaz moram poudariti, da zobozdravniki podpiramo ureditev financiranja na področju zobozdravstva v smislu čim večje transparentnosti. Mi smo na številnih novinarskih konferencah opozorili, da je velik problem tega, da pacient za eno zobozdravstveno storitev prejme 3 račune v zobozdravstveni ambulanti, se pravi iz prostovoljnega obveznega zavarovanja in pa še za doplačilo. Sicer moram povedati, da to ni nič nenavadnega, kar se dogaja tudi v Evropi, ampak so te stvari nekoliko drugače regulirane. Problem pa nastopi, ko se ta doplačila v bistvu zdaj ukinjajo in pravzaprav plačnik storitev ne pokrije niti stroškov izvajanja tovrstnih storitev. Se pravi, če mi gremo v ukinjanje tovrstnega korektiva, ki je v preteklosti v bistvu ohranjala javno zdravstvo v nekem obsegu dostopno, ga sedaj več ne bo, ker nimamo več vira sredstev, kjer dejansko bi lahko tovrstno zdravljenje pokrili. In jaz bi vam danes rad predstavil pravzaprav analizo ankete, ki je bila izvedena med našimi člani, ki je v bistvu pokazala ravno to, česar smo se mi najbolj bali in na kar smo mi pravzaprav v vsem postopku teh pogovorov opazovali, kajti nas zelo skrbi za ustno zdravje našega prebivalstva, že zavedajoč se, da v bistvu 560 000 ljudi nima opredeljenega osebnega zobozdravnika in da v bistvu jim menimo, da z tako prenovo še dodatno zmanjšujemo v bistvu dostopnost do zobozdravstvenih storitev in ta je problematična. Na anketo je odgovorilo reprezentativno število zobozdravnikov. Moram poudariti, da nekje se pravi 56% je bilo zaposlenih javnih zavodov, 37% pa koncesionarjev ter 7% kolegov, ki so bili zaposleni pri koncesionarjih. Vidimo, da so enakomerno bili razporejeni skozi različne regije v Sloveniji. Predstavili bomo pa najprej, kako v bistvu so odgovarjali koncesionarji in pa kako so ločeno odgovarjali zaposleni v javnih zavodih. Večinoma upravljajo en program, se pravi en zobozdravnik na en program, tako v javnih zavodih kot koncesionarji. Kar je pa zelo pomembno, smo jih pa spraševali v bistvu tudi v naslednjem vprašanju, koliko doplačil se v bistvu tako v javnih zavodih kot v koncesijskih ambulantah nekako pobere. In rezultat je sledeč. Nekje večinoma okoli 50 000 evrov, do 50 000 evrov so tista doplačila na letni ravni, kjer se pobirajo iz zobozdravstvenih ambulant. Kar pa dejansko, ko smo delali izračune realnih stroškov v zobozdravstvenih ambulantah in jih primerjali s tem, koliko zavod plača, odraža dejansko realne stroške ambulante. Se pravi, zavod nameni okoli 150 000 evrov za program osnovni in če dodamo zraven še teh 50 000 evrov, pridemo nekje na 200 000 evrov, kar je pa realno obratovalni strošek same ambulante, se pravi kadra, materialnih stroškov, amortizacije. In zato opozarjamo, da je poseganje v ukinjanje doplačil lahko bistveno omaje javno mrežo zobozdravstvenih storitev. In ta doplačila so dejansko v osnovi namenjena za to, da v bistvu ambulante sploh še izvajajo zobozdravstvo na primarnem nivoju v obsegu in ambulantah, kjer dejansko so. Spraševali smo kolege tudi potem, koliko poleg rednega dela opravljajo še zasebno dejavnost in vidite, da v bistvu nekje 70% kolegov koncesionarjev še nekaj ur preko ordinacijskega časa, se pravi, upravlja tudi zasebno dejavnost, nekoliko manj kolegov pa to počne v javnih zavodih, se pravi znotraj javnega zavoda. Znotraj ordinacijskega časa upravljajo tudi dodatno delo in sicer tako, da delajo preko rednega ordinacijskega časa
ali pa opravijo več storitev v enem obisku. Se pravi, da skušajo čim več storitev v bistvu pacientu ponuditi, in to vidite, da je kar v zelo velikem odstotku, 78% je to v javnih zavodih, pa 40% tudi pri koncesionarjih. Se pravi, želijo kolegi v bistvu na nek način v tej časovni stiski opraviti čim več storitev, da pacienti dobijo v bistvu čim več. Presenetil nas je ta podatek, da v bistvu je strojno širjenje koreninskih kanalov, to, kar je zavod zdaj uvedel, v bistvu zelo razširjeno v zobozdravstvenih ambulantah in bi lahko rekli, da je že kar ustaljena praksa. Se pravi, v javnih zavodih 60% teh storitev delajo kolegi, koncesionarji pa v 78%. Kolegi so odgovorili, da časovni normativ za endodonsko zdravljenje, ki ga je predlagala zavarovalnica, ni strokovno sprejemljiv. In to koncesionarji v 75 skoraj odstotkih, dočim zaposleni v javnih zavodih pa v 65 odstotkih. Se pravi, velika večina kolegov trdi, da v tem času ne morejo izvesti korektno, varno in strokovno tovrstnih storitev. Še več, točno to, kar smo opozarjali ves čas, kolegi menijo, da v bistvu storitve, se pravi materialne stroške, ki jih je na novo predlagal zavod, so tisti, s katerimi v bistvu ne pokrijejo obratovalnih stroškov. Se pravi, pravijo, da v skoraj 90%, da so neprimerno plačani. Se pravi, da ne morejo pokriti zdravljenja v koncesijskih ambulantah in pa seveda v 80% tudi zaposleni v javni mreži, kar je še bolj pomemben podatek, kajti stroški obratovanja ambulant zaposleni v javnih zavodih nimajo načeloma direktne implikacije, ampak je to problem javnega zavoda. Oni so tam samo zaposleni in izvajajo storitve. Ampak tudi sami se bojijo, kam v bistvu ta model plačevanja v zobozdravstvu vodi, in ti odgovori so zelo pomenski. Tole so pa rezultati, kaj sledi v koncesijah, če se bo ta v bistvu model uveljavil. Večina kolegov bo začela napotovati te paciente na sekundarni nivo. Nekateri bodo te storitve opravljali samo še v zasebnem času, nekaterih tovrstnih storitev že do sedaj sploh ne delajo, kajti že sedaj je tovrstna storitev podplačana. Kot vidite, le 15% koncesionarjev bo ohranilo tovrstno storitev naprej in jo bo izvajalo tako, kot so pač pravila. Nekoliko večji odstotek je pri javnih zavodih, kar je pričakovano, ampak še vedno zelo nizek, samo 45%. Tudi oni bodo bistveno več napotovali na sekundarni nivo. Kjer bi pa želel opozoriti, da imamo samo 6 programov in že sedaj se na sekundarnem nivoju čaka 2 leti. Kar smo pa opozorili včeraj na javni tribuni pa je, da se stroški tovrstnih zdravljenj v tujini eksponentno povečujejo. Se pravi, ker mi imamo tak sistem, da plačujemo rajše storitve v tujini, kot da bi jih v bistvu plačali tukaj v Sloveniji, izvajalcem, ki pač obstajajo, se pravi, je to pač spet ena anomalija. Potem smo pogledali tudi analizo, kako odgovarjajo pač kolegi, ki izvajajo samostrojno širjenje. Ti imajo seveda tukaj več izkušenj, se pravi, še vedno med njimi velja skoraj 70% njih trdi, da časovni normativ ni primeren in je strokovno nesprejemljiv, hkrati pa 86% njih pravi, da materialni stroški ne pokrijejo realnih materialnih stroškov izvajanja teh storitev. Ponovno tudi ta skupina v bistvu bo napotovala v prihodnosti, potem upravljala strojno širjenje izven organizacijskega časa zasebno, kar je pa zanimivo, prej nisem povedal, da bodo nekateri kolegi pa skušali ta izpad kompenzirati z dvigom doplačil na drugih področjih, se pravi zaliv, protetike in tako naprej, zato da bodo lahko tovrstne storitve v bistvu nudili svojim pacientom in jo bo probal financirati z drugo dejavnostjo. Zanimiv podatek tudi kolegov, ki izvajajo ročno širjenje, oni pravijo, da tudi trenutni model, ki je veljal pred, se pravi, če bi upravljali samo ročno širjenje po zeleni knjigi,
še zavarovalnica ne pokrije materialnih stroškov, se pravi, mi imamo problem že v osnovnih materialnih stroških osnovnega zdravljenja, ne pa tega sodobnega zdravljenja, in tudi njihov ta časovni normativ meni, da je bil nesprejemljiv že se pravi, že lansko leto. Zanimivo je, da tudi že ti kolegi zaradi teh razlogov napotujejo na sekundarni nivo, in da v bistvu kar zanimivo, skoraj 6% kolegov že sedaj tovrstnih storitev ne opravlja, ampak jih napoti na sekundarni nivo ali pa pač v zasebno dejavnost. Če povzamem anketo, 68% kolegov uporablja strojno širjenje, skoraj 79% kolegov meni, da je časovni normativ Zavoda za zdravstveno zavarovanje nesprejemljiv strokovno. 83% zobozdravnikov pa meni, da ne more pokriti dejanskih materialnih stroškov endodonskega zdravljenja, kot jih sedaj v bistvu predlaga Zavod za zdravstveno zavarovanje. Opozarjamo na to, da se bo poslabšala dostopnost do zobozdravstvenih storitev. Že sedaj v bistvu imamo 560.000 ljudi brez osebnega zobozdravnika, povečale se bodo čakalne vrste na sekundarnem nivoju, povečal se bo verjetno delež zasebnih storitev, in hkrati menimo, da se bo povečala tudi obremenitev blagajne Zavoda za zdravstveno zavarovanje, zaradi tega, ker v tem trenutku krije Zavod za zdravstveno zavarovanje skozi obvezno zavarovanje le 80% tovrstne cene. Endodontsko zdravljenje je pa neko osnovno zdravljenje. Ta se zgodi ponavadi, ko vas začne boleti zobni živec, ko imate granulom. In to pomeni nujno zobozdravstveno pomoč, če ne boste prišli pravočasno na obravnavo, in to pa zavod plača 100%. In pričakujemo, da količina nujnih storitev se bo v prihodnosti lahko zaradi te nedostopnosti povečala. Hkrati pa, kot sem omenil, plačila za tovrstne storitve v tujini se povečujejo, in v bistvu pacienti hodijo v tujino, kjer so v bistvu opravljene storitve brez neke garancije, se pravi, če se karkoli zgodi pacientu, moramo mi potem tukaj ponovno zdraviti, a ne. Poleg tega, stroški so zaradi tega tako veliki, ker v tujini pa zavod plača te storitve po specialističnih, se pravi 4-krat dražje, kakor so na primarnem nivoju. Zaradi tega, ker pacient dobi napotnico in gre za specialistično zdravljenje, in je ta odliv denarja po storitvi še toliko večji. 37% zobozdravnikov bo endodonsko zdravljenje napotilo na sekundarni nivo, skoraj 11% bo zdaj naprej strojno širjenje opravljalo samo še samoplačniško, 4% kolegov že sedaj teh storitev ne dela več, celo 2,2% zobozdravnikov namerava prekiniti sodelovanje z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in 14% bodo dvignila doplačila tudi drugih storitev, zato da bodo lahko to zdravljenje dejansko pokrili skozi svoje ambulante. Mi smo že lansko leto naredili podobno javno tribuno in smo sporočili anketo, se pravi rezultate ankete, tam je pa odgovarjalo skoraj 800 zobozdravnikov, kjer so povedali v 76%, da so normativi, ki jih določa Zavod za zdravstveno zavarovanje v zobozdravstvu, nevarni standard tako za pacienta, kot tudi za zobozdravnika. In opozorili smo, da so standardi seveda zastareli, in skupaj z neprimerno glavarino, ki je danes na področju zobozdravstva, vodijo v nepravočasno in nestrokovno oskrbo pacientov. Žal nam je to, da je zavod v bistvu enostransko sam posegal in določil standarde in normative na tem področju, pri čemer ni upošteval stroko in pač organe v tej državi, ki so namenjeni kot posvetovalni organi za stroko. In bojimo se, da v najslabšem primeru lahko to vodi tudi do ogrožanja zdravja pacientov. Kljub vsemu smo kot zdravniška zbornica dali sledeče predloge, da bi poskušali nekako ohraniti dostopnost do zobozdravstvenih storitev in preprečili poslabševanje ustnega zdravja v naši državi. In sicer apelirali smo na zavod, da spoštuje obveznosti posvetovanja s stroko in sprejme vsebine zobozdravstvenih programov, tako da vključuje RSK za zobozdravstvo in tudi zdravstveni svet.
Predlagali smo ponovni sestanek, kjer bi se dejansko lahko pogovorili z Ministrstvom za zdravje in tudi Zavodom za zdravstveno zavarovanje, da bi se uvedla nova ureditev in ko bo ta določena, da se jo sprejme po postopku tako, da se vključi zdravstveni svet. V tem trenutku seveda to ni bilo narejeno. In tudi to, da se do tedaj, dokler se ne uvede neka nova ureditev, zamrzne stara ureditev in se zobozdravnikom še naprej omogoča zaračunavanje doplačil za strojno širjenje zobnih kanalov, zato da te storitve se ne bi ukinile. Mi smo v bistvu ta odziv kolegov, ki sem ga danes predstavil, seveda pričakovali. Jaz se bojim, da to pomeni dolgoročno zmanjšanje dostopnosti do zobozdravniških storitev in lahko do poslabšanja učnega zdravja v Republiki Sloveniji. Mi se seveda strinjamo, da ima Zavod za zdravstveno zavarovanje pristojnost oblikovanja modelov plačil zdravstvenih storitev, vendar s tem nosi tudi veliko odgovornost do stroke, da se z njo uskladi. In predvsem glede na uvrstitev, katere zobozdravstvene storitve se uvrščajo v košarico zobozdravstvenih storitev, in pa po drugi strani, da na ta način vzpostavlja za plačno politiko storitev tudi pogoje, da se bodo te storitve izvajale. Zdaj, če mi uvedemo neko storitev in jo bistveno podplačamo, je vprašanje, ali se bo dejansko sploh izvajala. In s tem predlaganim modelom seveda bomo težko še enkrat povečali dostopnost do zobozdravstvenih storitev v tem smislu, da bi lahko kakšen od teh čez 500,000 zavarovancev končno prišel lahko do svojega izbranega osebnega zobozdravnika. Hvala. Jaz danes nadomeščam predsednico Bensa, ker je zbolela, ima COVID. Kolegica Mirjana Petrovič je bila v skupini primarnih zobozdravnikov, specialistov in tudi strokovnjakov iz klinike, ki se ukvarjajo z endodontskimi storitvami. In ta skupina že več kot 1 leto je pripravljala analizo materialnih stroškov in časovnega normativa zobozdravnikov za strojno širjenje kanalov, prav tako pa pripravljajo tudi vse ostale nove standarde, kajti zobozdravniki si predvsem želimo prenovo standardov ZZZS-ja, ki so bili natisnjeni leta 1982, kajti stroka res ne more več delati po tako zastarelih standardih. Več kot 10 zobozdravnikov je poslalo svoje materiale, cene in časovne normative. Tako so zbrali povprečno ceno ročnega širjenja, materialnih stroškov ročnega širjenja kanalov in strojnega širjenja kanalov. In so ugotovili sledeče številke. Strojno širjenje kanalov je skoraj 1-krat dražje pri enem kanalu, pri zobu z 2 kanalama je razlika manjša. V vsakem primeru pa je veliko večja od tistega, kar je zavod namenil. Model ZZZS je tako, da vsako storitev točkuje, vrednost točke pa spreminja. Pri stroških, ki so jih predvideli, so upoštevali, ker so zbrali zneske lansko leto, tudi letno inflacijo, ki je bila okrog 10%. Trenutna vrednost točke ZZZS je 2,97 evra. In tukaj imamo zbrane realne materialne stroške, plačilo storitve iz ZZZS-ja in vidimo, da glede na ceno, ki nam jo plača ZZZS, je delež materialnega stroška
storitve v približno med 50 in 63%. Realna cena pa bi odsevala našega dela, okrog 20% od našega dela bi naj bil materialni strošek. Prišli smo, in to je pri ročnem širjenju kanalov, ker pa kot smo videli, da večina zobozdravnikov dela strojno širjenje kanalov, ki je kvalitetnejše, bolj zanesljiva, je prognoza zoba, in vidimo, da pri širjenju, pri enokoreninski zob celo moramo dati nekaj iz svojega žepa, da lahko pokrijemo strošek storitve, ne strošek storitve, strošek materiala. V realnosti bi naj bil strošek strojnega širjenja nekje 35% storitve, in v tem se lahko zanesljivo vprašamo, kakšen bi potem pa bil strošek dela. Kajti cena storitve se oblikuje na podlagi bruto plače, materialni strošek, obratovalni stroškov ordinacije, stroškov informatizacije in administracije in amortizacije. Kakor je bilo že povedano, z uvedbo strojnega širjenja kot standardnega širjenja breme ZZZS niso bili upoštevani materialni stroški in stroški amortizacije, prav tako nerealni stroški našega dela. Kakor vidimo, so materialni stroški do 63% cene, ki jo plačuje ZZZS. Pri ročnem širjenju, pri strojnem širjenju kanalov prihajamo v anomalijo, ko stroški presegajo strošek plačila, in se sprašujemo, kako dolgo še bomo zmogli v našem javnem zdravstvu te stroške pokrivati. Ni problem le v koncesijah, problem se pojavlja celo v velikih javnih zavodih, kjer so z različnimi anomalijami plačevanja, ki so se pojavili v zadnjih 2 letih, že beležijo izgube na področju zobozdravstva, čeprav doplačujejo nekatere storitve. Vse skupaj je sodo izbilo dno, in sindikat razmišlja o oblikah protesta, pritisku na zavarovalnico, ker se želimo pogajati za sodobne standarde z realnimi cenami, kajti v nasprotnem primeru lahko govorimo tudi o razpadu javnega zobozdravstva. Kajti če plačamo vse materialne stroške, obratovalne stroške, administrativne stroške, endodonske storitve, se postavi vprašanje, kdo bo plačal bruto plačo zobozdravnika in asistentke. In v tej obliki ne gre več naprej. Zavarovalnico želimo pozvati na pogajanja, začeti želimo z endodonskimi storitvami in v nekem doglednem času spremeniti model financiranja s sodobnimi standardi. Kolegi, ki se ukvarjajo s tem v zbornici, so pripravljeni, večino standardov imajo pripravljenih, potrjenih tudi že iz RSK-ja. In za naše paciente želimo kvalitetno zobozdravstvo, kjer so pravila jasna, da vejo, kaj dobijo v paketu, in vsa ta različna doplačila v 3 nivojih, kakor je kolega omenil, prinašajo zmedo v paciente in mislijo, da so pravila zavarovanja nejasna, mi si pa le želimo kvalitetnega dela, kvalitetnih storitev za zavarovance in jasnih pravil. Hvala za to, da povedite se kasno. Dela Pevita Perlič Kajnar. Na ZZZS-ju pišejo, da vam ni uspelo utemeljeno predstaviti stroškovne analize, ki so pokazale, da so cene prenovljenih storitev prenizke. Kako to komentirate glede na stroškovno analizo, ki smo jo naredili? Ste očitno pripravili stroškovno analizo, kako zdaj, da oni pravijo, da vam ni uspelo utemeljeno predstaviti stroškovne analize? Zdaj, mi smo podatke realne seveda
predstavili. Delovna skupina je to res pripravljala celo leto. Naše izhodišče je bilo, da če to delamo, da ne delamo samo na področju endodontije, ampak moramo izračunati celoten standard. Jaz mislim, da je to pač nerazumevanje zavoda, kaj se v bistvu v realnem sektorju dogaja, ne. In da v bistvu, če mi ne bomo znotraj javne mreže konkurenčni cenam na tržišču, nam bodo pod A kadri uhajali, a ne, ker pač so storitve drugje, pod B se bodo tudi storitve izvajale drugje, a ne. In tukaj se pač bomo mogli prej ali slej slišati, dokler zobozdravniki v bistvu opozarjamo na te anomalije in nam ni vseeno do naših pacientov, a ne, je to še v redu. Jaz se bojim takrat, ko bomo utihnili in bomo pač šli svojo pot. Vse smo predstavili zavodu, ja. Vse imajo in jaz moram poudariti, da zadnji sestanek je bil dogovorjen 15. marca, ko bi se mogel Zavod za zdravstveno zavarovanje do teh podatkov opredeliti, vendar so preklicali sestanek. To vam lahko tudi posredujemo korespondenco. Te cene so se gibale do 50 €. Ja. V bistvu gre za stroške obdelave teh koreninskih kanalov, ne, ker so za to uporabljeni posebni aparati in posebni inštrumenti, ki so pač zelo dragi. Materiali so drugačni kot standardni. Majčkeno bi vam skušal razjasniti, zakaj ta razlika nastaja, ne. Te igle so narejene po večini iz nikelj titana, zato so bistveno dražje, pri običajnih ročnih širjenjih gre pa za navadno jeklo. Potem obdelava teh igel je kompjutersko gnana, posebne oblike so narejene, dočim pri naravnih ročnih iglah gre v bistvu za kovinsko jedro, ki je zvito v iglo ali pa obdelano, ne. Se pravi, postopki noč in dan. In v bistvu ta doplačila, saj pravim, so bila recimo do nivoja nekje 50 €, kjer dejansko se je šlo za to, da smo mi predvsem pokrivali te materialne stroške, ne. Tukaj ni šlo za to, kar se mogoče v javnosti narobe predstavlja, za neke bajne zaslužke na tem področju, a ne, ampak v bistvu pokrivanje dejanskih materialnih stroškov, kar v bistvu tudi vidimo iz same ankete, a ne, da v bistvu ta doplačila niso zdaj, kot se ustvarja občutek, 100, 200, 300 tisoč € na letni ravni, ampak dejansko smo tam nekje okoli 50 tisoč, a ne. In v bistvu to, kar smo mi izračunali, realne stroške, izhajali smo iz naših ambulant, tako na periferiji kot v Ljubljani, se dejansko pokrije. Mi smo recimo izračunali standard tam nekje 220, 230 tisoč €, če bi zavarovalnica danes ukinila vsa doplačila. Če bi želeli, da ambulante delujejo, bi mogla ne plačati zavarovalnica ne 150, ampak tam okoli 220 tisoč. Je pa res, da v številnih dopisih in pogovorih zavarovalnica pač zna povedati, da pač nima finančnih sredstev za zobozdravstvo, ne. Ampak to ni rešitev, da mi uvajamo neke storitve, za katere v bistvu potem jih ne moremo plačati, a ne. Potem moramo mi prevetriti košarico storitev pa reči, kaj lahko plačamo, pa kaj je funkcionalno smiselno za ohranjanje zdravja prebivalstva. In jaz moram tukaj povedati, ko smo naredili analizo povprečne zobozdravstvene ambulante, katere storitve naredijo, ne, je prišlo ven, da se v bistvu opravlja v programu le 2% storitev zdravljenja dlesni in le 8 do 9% koreninskega zdravljenja. Ampak kar nas kot stroko najbolj skrbi, je to, da so to osnovne zobozdravstvene storitve. Ko najprej moramo tkiva pozdraviti in preprečiti z njimi nadaljnji razvoj ustnih bolezni. Naj vam povem, da recimo zavarovalnica po zobu za zdravljenje dlesni plača 1,5 €. To pomeni kiretažo, da mi vzamemo inštrument in postrugamo po korenini vnetna tkiva, ki se tam nahajajo. 1,5 € dobi kolega za to. In če so tako destimulativno plačane posamezne storitve, ki so pa ključne za preventivno ustnih bolezni, potem imamo res problem v sami košarici. In jaz mislim, da se moramo tukaj začeti pogovarjati, ne pa uvajanjih implantatov, strojnih širjenj in podobno v samo košarico storitev. Na primarnem nivoju
pravico napotiti na sekundarni nivo na endodonsko zdravljenje. Se verjetno neke omejitve obstajajo, ker zdaj ste rekli, da bodo več napotovali na sekundarni nivo, pa vendar verjetno se na sekundarni nivo sme napotovati samo pri bolj rizičnih zadevah oziroma bolj kompleksnih. Ja, tukaj je meja majčkeno zabrisana, mislim, da to opredeljuje Zakon o pacientovih pravicah. Dejstvo pa je, da večinoma, če bi gledali zahtevnih zdravljenj, se je opravljalo do sedaj tudi na primarnem nivoju, a ne. Zavarovalnica je, kot se spomnim, delala izračun na podlagi specialističnih storitev, kjer je bilo 60% obravnavanih kočnikov, ne. Enokoreninski, dvokoreninski zobje pa so se večinoma upravljali na primarnem nivoju. Ampak, a veste, to pomeni, da vsak kočnik bi mogel dobiti napotnico, a ne. Ampak se ga zdravi na primarnem nivoju. Nekih jasnih indikacij za napotitev na sekundarni nivo do sedaj, da bi bili definirani, niso bile. Je pa zaokrožila nek predlog zavarovalnice po nekem indeksu, kjer smo ga pa pravzaprav mi samo tako preizkusili in smo ugotovili, da večino teh storitev bi napotovali po tem indeksu na sekundarni nivo. Veliko več lahko s strojnim šiljenjem reši kot si ga prej z ročnim šiljenjem. Ravno zaradi te tehnologije, ki je drugačna od ročnega dela. Marsičesa, česar prej nisi mogel rešiti, s tem lahko narediš. In te igle so za enkratno uporabo, medtem ko je klene igle lahko serviziraš. Tega pa ne, material ne deluje zaradi svojih lastnosti, ki nam je v plus pri delu, je minus potem, da bi neko stvar večkrat uporabil. Koliko pacientov se dejansko zateče v tujino po storitve? Mi smo te podatke pridobili strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, tako da v bistvu predlagam, da jih zaprosite, da vam dajo te podatke bolj natančne, ne? Ampak po številkah iz preteklih let krat 2 vsako leto. Vsako leto, se pravi, da se eksponentno povečuje. Zdaj natančnih številk vam ne bom videl povedati, ampak po tabeli. Ortodontija je druga stvar. Ortodontija je ista zgodba, sam je ista zgodba, ampak so drugi podatki. No, približno, pa še številke govorimo. Se bomo vprašali. Enega programa, zdaj, do pol leta se mi zdi, ampak ne me držati za besedo, no, če rabite natančne podatke. Vem pa, da jih imamo zdaj na sekundarnem nivoju 6 programov, ne. To smo včeraj ugotavljali, pa 2 leti čakalne dobe. Zavarovalnica ga je sicer, to vam bom tako pojasnil, zavarovalnica ga je sicer povečala, predvsem se to pozna na enokoreninskih pa dvokoreninskih zobeh, pri trokoreninskih praktično ni razlike. Vendar pa, ker je povečala letni normativ, se pravi, koliko moramo mi na leto narediti, ga je v bistvu izničila. Zakaj? Ročno širjenje smo delali A časa. Potem je pa zavarovalnica zdaj rekla, v redu, zdaj vam pa damo A+1, nekaj več, ker je to zahtevnejše. Istočasno vam bomo pa za ta 1 povečali letno normo. Se pravi, smo na istem. Zato smo pa danes tukaj in želimo na to opozoriti, ker nas v bistvu skrbi, a ne. Če imaš napredne težave, če gre za neko zastarelo stvar, ki zaradi dobrega zdravja ne dela težav, potem imaš čas čakati. Tudi med tistimi, tega ne delam več, ne, pomeni, da lahko puliš. Ja. Kateri spulijo za odprej. Če imaš težave, ga daš spuliti. Misliš pacient? Pacient, ja. Posebej tisti, katerim je samoplačniška storitev predraga, ker imamo različno materialno podlago, da daš raje spuliti.